Spoštovani svetniki, lep dober dan na 21. redni seji občinskega sveta občine Beltinci. Ugotavljam, da vas je prisotnih 11 svetnikov, kar pomeni oziroma 12, kar pomeni, da je organ sklepčen. Za današnjo sejo so se opravičili naslednji svetnici oziroma svetniki: Metka Lipič, Baligač, Jasmina Jakob, Dušan Horvat, Miran Mavčec, Roman Činč in Leon Sreš. Dejan Klemenčič pa bo se seji pridružil za 10-15 minutno zamudo. Za današnjo 21. redno sejo so predlagani ali pa je predlaganih 8 točk, in sicer točka 1 sprejem zapisnika 20. redne seje ter realizacija sklepov 20. redne seje občinskega sveta občine Beltinci. Pod točko 2 obravnava in podaja soglasje k letnemu programu dela, finančnemu načrtu in kadrovskemu načrtu Pokrajinske študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2025. Točka 3 soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in sistemizaciji v vrtcu za šolsko leto 2025-2026. Točka 4 odločitev o višini in številu štipendij občine Beltinci za leto 2025-2026. Točka 5 poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Beltinci za leto 2025. Točka 6, to je točka, ki bo zaprta za javnost, in sicer nagrade in priznanja občine Beltinci. Točka 7 pobude in vprašanja članov občinskega sveta občine Beltinci. In točka 8 poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v občini Beltinci. Vabljeni poleg svetnic in svetnikov so še direktor občinske uprave Borut Bolažic, ki je upravičeno odsoten, predvsem predsednik nadzornega odbora občine Beltinci Slavko Horvat. K točki 2 direktorica Pokrajinske študijske knjižnice gospa Klavdija Šehškafer. K točki 3 ravnateljica vrtca Beltinci gospa Martina Vidonja, ki jo že sedaj lepo pozdravljam. In po točki 5 računovodja občinske uprave Štefan Činč. Prav tako pa je gradivo za sejo bilo posredovano tudi predsednikom sveta krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list zastopanih v občinskem svetu, in pa prav tako so tudi sredstva javnega obveščanja obveščena na lokalno primeren način. Odpiram razpravo okrog dnevnega reda. Če bi kdo slučajno katero točko dodal morda, razširil torej dnevni red. Če ne, potem zaključujemo z razpravo in pa prehajamo na glasovanje o dnevnem redu, ki je bil malo prej prebran, torej 8 točk. Prosim za prisotnost najprej. Hvala, glasujemo. Kdo je za predlagano vsebino dnevnega reda? Torej izglasovano, hvala lepa. Dnevni red je potrjen. Prehajamo na prvo točko, to je sprejem zapisnika 20. redne seje ter realizacija sklepov 20. redne seje občinskega sveta občine Beltinci. 20. redna seja je bila izvedena dober mesec dni nazaj, 19. junija, kjer smo imeli na dnevnem redu 14 točk. Seveda potrjevali smo takrat zapisnik 19. seje, potem tudi 6 dopisne seje, in imenovali predstavnika ustanovitelja svet zavoda Vrtec Beltinci, obravnavali sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Seznanili smo se s poslovnim poročilom Pokrajinske študijske knjižnice za lansko leto. Potem podali soglasje k programu dela in pa finančnemu kadrovskemu načrtu osnovne šole Beltinci za leto 2025, odobrili za to leto tudi sofinanciranje nadstandardnih zaposlitev. Prav tako smo podali soglasje k novi ceni storitev pomoči na domu, tam ohranili obstoječo subvencijo, sprejeli sklep o določitvi načina izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu občini Beltinci preko doma starejših Rakičan, obravnavali elaborat o oblikovanju cen izvajanja gospodarske javne službe, izbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, se seznanili tudi s poročilom za leto 2024, potrdili tudi nove cene. Prav tako smo obravnavali in pa sprejeli v drugi obravnavi odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskih svetov in pa župana Beltinci. Obravnavali smo tudi odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve, prav tako v drugi obravnavi. Potem pa seveda tudi sprejeli sklep o podani izjavi o izstopu iz organa skupne občinske uprave medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Dranci, Turnišče, Velika Polana.
Bi kdo razpravljal o vsebini zapisnika 20. redne seje, se pravi, bila vam je tudi posredovana. Če ni razprave, potem zaključujem, mi pa prehajamo na glasovanje o obliki in vsebini zapisnika 20. redne seje. Prosim za prisotnost najprej. Glasujemo, kdo je za. Za, hvala lepa. Zaključujemo prvo točko dnevnega reda in pa prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je obravnava in podaja soglasja k letnemu programu dela, finančnemu načrtu in kadrovskemu načrtu Pokrajinske študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2025. In prosim, ker je med naši sredi tudi direktorica, gospa Klavdija Šek-Škafar, če poda vsebino gradiva in pa morda, da se potem pozneje še seveda predsednik odbora poda stališča, potem podpiramo razpravo. Izvolite. Hvala. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Program dela z finančnim in kadrovskim načrtom je bil dan zraven kot gradivo današnje seje. Jaz bom dala tisto rdečo nit samega programa dela, analitični podatki so pa podrobneje predstavljeni v samem programu dela. Torej, v skladu z zakonskimi osnovami, Ministrstvo za kulturo tudi v letošnjem letu sofinancira programe nakupa knjižničnega gradiva, potem program posebnih nalog osrednje območne knjižnice, podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih, to pri nas konkretno pomeni v Porabju, in pa program za pripadnike narodne skupnosti, v našem primeru konkretno pomeni za madžarsko narodno skupnost. Sofinanciranje, se pravi finančna konstrukcija, še vedno ostaja 12 občin, upravne enote Murska Sobota, Ministrstvo za kulturo, lastni prihodki iz naslova članarin, prejetih donacij, morebitnih sponzorskih sredstev, uporabe prostorov v knjižnici in pa prijave na razpise. Prijavljali smo se na razpise Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence doma in po svetu. Neki deli so bili, se pravi, v enem sklopu smo dobili prejeta finančna sredstva za porabske Slovence in izvajanje tamkajšnjega programa. Letos prvič pa smo tudi dobili odobrena finančna sredstva imenovanega urada za izvajanje knjižničnih storitev za slovensko skupnost v Bosni in Hercegovini. Še naprej se prijavljamo na sofinanciranje delovanja bibliobusa porabskih Slovencev za strani Ministrstva za kulturo in inovacije na Madžarskem in smo tudi dobili letos odobrena sredstva. Zdaj, kar se tiče finančne konstrukcije, to je prihodkovna stran, kar se še tiče odpiralnega časa knjižnice in premičnih zbirk ostaja na isti ravni, kot je bilo v preteklem letu, in pa tudi izvajanje dejavnosti potujoče knjižnice ostaja po urniku, kot je bilo v preteklem letu. Trenutno ne izvajamo programov javnih del. V kadrovskem načrtu je videno, da želimo to vse skupaj ustvarjati z 27 javnimi uslužbenci, to pomeni 26 uslužbenci zaposlenimi za nedoločen čas in pa direktor, ki je vezan na mandat za določen čas. Vsa delovna mesta trenutno niso zasedena, ampak tako kot v sorodnih institucijah, ker je ekonomsko upravičeno, izvajajo finančno-računovodske storitve z pomočjo outsourcinga, prav tako storitve čiščenja ter kadrovske in pravne storitve. Zunanje izvajalce tudi imamo za področje digitalizacije knjižničnega gradiva, potem uporabljamo pa tudi v skladu z pogodbo o upravljanju začasnega oziroma občasnega dela upokojencev za delo v premičnih zbirkah na dvojezičnem območju in načrtujemo tudi delno pomoč usposobljenih katalogizatorjev knjižničnega gradiva. Kar se tiče odhodkovne strani, smo doživeli veliki finančni udarec, drugače se tudi ne vem izraziti, in sicer tako kot tudi drugi
javni zavodi oziroma organizacije, ki delujejo v javnem sektorju zaradi prenove plačnega sistema z 1. januarjem letošnjega leta in glede na to, da predstavljajo stroški dela nekaj več kot 70% vseh stroškov v knjižnici in če k temu dodamo še stroške ogrevanja in pa električne energije, se nekje znajdemo na 82-83% in iz tega izhaja, da dejansko nekega manevrskega prostora za izvajanje nekih drugih programov in tako naprej niti ne ostaja. Iz finančne konstrukcije je tudi vidno, da se načrtuje nabava osnovnih sredstev, nakup nadomestnega bibliobusa je že bil uspešno realiziran, potem že omenjeno knjižnično gradivo, načrtujemo opremo tudi za knjižnično dejavnost, tukaj je bilo predvsem mišljene stvari, ki se vežejo na napajanje oziroma polnjenje baterij za bibliobus in mogoče še kaj in nekaj, kar je potrebno zamenjati v IT opremi, na primer napravo za izdelovanje članskih izkaznic. Iz finančne konstrukcije je tudi razvidno, da nam noben od financerjev, se pravi ne 12 občin, ne Ministrstvo za kulturo v celoti ne zagotavlja prepotrebnih finančnih sredstev za normalno delovanje knjižnice, zato smo lahko sklenili finančno konstrukcijo tako, da bomo porabili presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, prav gotovo pa sledi v naslednjih mesecih pogovarjanje z posameznimi občinami, kako naprej glede financiranja nemotenega delovanja oziroma izvajanje knjižnične javne službe. Toliko zaenkrat z moje strani. Hvala lepa. Gospod Igor Radič, predsednik odbora za negospodarstvo, izvoli, če podaš stališče omenjenega odbora. Vsem skupaj v toj dvorani lep pozdrav, prav tako gledalcem pred televizijskim sprejemnikom, tisti, ki v bodoči uri ali pa dnevih spremljali to sejo. Mi smo se sestali na 19. redni seji Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti sled sklici 21. redne seje občinskega sveta občine Beltinci. Ena od teh točk oziroma prva točka je bila tudi obravnava in podaja soglasja k letnemu programu dela finančnemu načrtu in kadrovskemu načrtu za leto 2024 za pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota za leto 2025. Žal moram povedati, ko se ob tako pomembni odločitvi, kjer podajamo soglasje kot eden od dveh soustanoviteljic, ni udeležil noben predstavnik, predstavnica iz Piška Murska Sobota. V tej gradivi na sami seji je bilo 5 prisotnih članov, članic in članov, ostalo kar nekaj odprtih vprašanj, ker bom poskušal čim hitreje v bistvu na neki način povzeti, kajti takrat, če ni bilo predstavnika, ne smo mogli dobiti relevantnih odgovorov. Če gledamo financiranje po občinah, ker predstavljajo, kot je sama direktorica povedala, okrog 900 pa nekaj tisoč evrov od vseh 1 246 000 predvidenih v leti 2025, nas je zanimalo, praktično skoraj vse je tekla diskusija, zakaj tako velike razlike v financiranju po posamezne občinami. Znamo, ko je občina Murska Sobota v leti 2024 iz neznanih razlogov, ki jih predstavnik takrat oziroma pooblaščenec direktorice na samem odboru ni vedel ali pa ni želel pojasniti, se je ta znesek znižal za 60 000. Zdaj je enormno teh 330 plus 60 000 plus 50 000 Murska Sobota prišla na 440 000, kar se mi zopet zdi relativno enormno velik indeksno in pa nominalno veliki znesek v primerjavi naprimer s preteklima 2 leta, če to korelativno gledamo, kaj pomeni to v strukturi prihodkov. Potem je nejasno, zakaj je občina Puconce v leti 2024 to je samo za sofinanciranje brez knjižničnega gradiva
imela v proračune namenjene in tudi plačala 62 000 evrov, letos zgolj 30, vse ostale druge zgodbe po ostalih 10 občinah, tudi izključno z našimi, so zanemarljive, gre za nekaj tisoč evrov in je jasno, ka mogoče po načeli denarnega toka pride do nekega disproporca. Potem to, kar je direktorica sama povedala, to je velika razlika odhodkov nad prihodki v višini 99 413. V gradivi piše, da se ta zgodba pokrila iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Ne vem iz katerih preteklih let, kajti če vzamem samo kumulativno 5 let, ne dosežemo niti polovice tega zneska. To pomeni, da je ta znesek, če se danes pogučavljamo, pa to potrdimo, izključno predmet pogovora, kot je najavila, in da je predmet bremena 10 pogodbenic in 2 občini ustanoviteljice. Sem si šel natančno pogledati podatke in te podatki, ki sem jih navedel, definitivno držijo. Potem smo ne nazadnje želeli imeti tudi konkreten odgovor. Mi smo imeli v najboljši čase, se mi zdi, 1251 uporabnikov od 8700 prebivalcev v naši občini. To so bile različne starostne skupine, največ seveda mladih študentov in bilo vsega. Danes je ta številka skupaj z bibliobusom okrog 800. Pomeni, ko tako čez palec lejko povemo, tam med 35 in 40 tisoč in 40% je padec števila uporabnikov v naši občini. Ne nazadnje financiranje neurejeno po načelih, kot bi trebalo, zato tudi pričakujem, da se v naslednjih mesecih oziroma mogoče celo kar leti pripravil novi odlok, ko bomo vzpostavili nove temelje, nove kriterije, nove smeri, nove dimenzije za sofinanciranje knjižnice, ko bomo dosegali po občinah predvidene stroške in pa ko ne da več nekih pogodbenic pa soustanoviteljic, kar je nas 12 soustanoviteljic z enakimi proporcionalnimi deleži glasovanja na sveti zavoda. Danes znamo, ko imamo 2 članici iz naše občine, ena je celo podpredsednica oziroma namestnica predsednika sveta zavoda. Mi lejko sklepamo tudi danes, karkoli želimo, mi smo pravo primerjalno oziroma glasovalno v primerjavi z največjo občino ustanoviteljic, ker ostalih 10 občin nema glasovalne pravice, absolutno v podrejenem položaju, kar ni prav. Potem, kar nas je še zbodlo, to so bili visoki stroški odvetnikov, te so deklarativno, če gledamo, ko je 99 zgube, 20 000 evrov notri opredeljene. Ne bomo zahajali, kakšni spori so to, mi smo ne za to pristojni. Meni je žal, ko njega naše predstavnice, namestnice, ko bi nam malo bolje, druga ni članica tega občinskega sveta, ko bi nam malo bolje ona podrobno povedala, v bistvu, kaj se tu. Mi niti nismo, ko bomo iskali, zakaj to izredno slaba javna podpora je. Jaz ne želim rokov dvigati v proračuni v naši občini, ko da se dogajali protesti pred tako lepo zgradbo, kot je soboška knjižnica. Koliko penez mi davljamo? 165 000 financiramo na leto dejavnost knjižnice, 31 000 dajemo za knjižnično gradivo oziroma 30 762 natančno, skupaj 196 000, 200 000. Če toliko financiran, kar predstavlja kar veliki procentalni delež, procent 2-3 v strukturi osnovnih prihodkov naše občine, želim lokalno in pa mednarodno in pa v slovensko merili ugledno knjižnico, kjer se vsak dan nekaj dogaja, kjer se v bistvu zadeve negativne kopičijo, nikakor ne, ko bi se delalo. Kaj je zadnje, kaj želimo? Knjižnica ni prostor za osebne zamere in politične privilegije. Bom prav vsega tega navedenega, kjer je, bom povedal, relativno enosmerno potekala razprava, smo sprejeli, bom povedal, mogoče celo salomonski sklep, to je 102/25, ki pravi: Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskem svetu občine Beltince, da se avtonomno odloči glede podaje soglasja k letnemu programu dela, finančnemu načrtu in kadrovskemu načrtu Pišk Murska Sobota za leto 2025, saj zaradi neudeležbe vodstva oziroma pooblaščenca knjižnice na seji odbora ni bilo moč pridobiti dodatnih informacij o vsebini predloženega gradiva, zato odbor ni odločal o podaji soglasja. Mi nismo soglasje zavrnili, nismo ga pa tudi sprejeli, da je jasno. Hvala lepa. Gospa direktorica, če malo pojasniš. Hvala za vprašanja. Na odbor ni prišel
nihče od predstavnikov iz knjižnice zaradi letnih dopustov. Tudi jaz sem še trenutno na letnem dopustu, ki sem ga danes prekinila, ampak takrat, ko me fizično ni v lokalnem okolju, ne morem priti. Isto je z sodelavci, ki prav tako koristijo letni dopust. Zaradi tega tudi imamo eno izmensko delo trenutno v knjižnici, ker je koriščenje letnih dopustov in se večina dopustov tudi sodelavci izkoristijo v tem poletnem času. Zakaj razlika v financiranju po občinah? Obstajajo pravne podlage, na osnovi katerih je potrebno, da tisti, ki zagotavljajo javno službo knjižnične dejavnosti, kjer je ena od javnih služb za to, da neko okolje lahko postane tudi lokalna skupnost, so določeni kriteriji, kolikšni delež je potrebno iz občine nameniti za izvajanje te javne službe. Žal občine v glaverini dobijo tovrstna sredstva in potem pač avtonomno razporejajo oziroma odločijo, koliko bodo pa namenili v okviru tega izvajanju naše javne službe. Vzvodov občin, da dajo toliko, kot bi morale dati, žal nima knjižnica oziroma nimamo splošne knjižnice, da bi lahko zagotavljale. Zakaj razlika v financiranju Mestne občine Murska Sobota? Ker je prisluhnila temu, kar sem razlagala, kaj pomeni pri nas dvig stroškov dela zaradi plačne prenove z 1.1. Pa tudi tega ni v celoti dala, koliko bodo povišani stroški dela zaradi prenove plačnega sistema v javnem sektorju z 1.1. Tega vprašanja okrog občine Puconci nisem razumela, ker če je šlo zmanjšanje na 30.000 evrov, gospod Adžič, je mogoče mišlja na občino Rogašovce? 62, pa 30. Ja, občina Rogašovci, ok. Zakaj prihaja? Občina Rogašovci ima tudi sprejeti proračun, bila je posredovana v podpis letna pogodba v višini tistega, kar ima sprejeto v proračunu, ampak do podpisa pogodbe ni bilo oziroma ni prišlo, prav tako tudi evidentno vsak mesec zavračajo zahtevke, tako da tudi v tem očitno se bomo morali poslužiti pravnih storitev, da bo ta stvar urejena. Glede višine presežka prihodkov mi je bilo povedano, da je gledalo se izključno, koliko je to evidentirano oziroma tudi na računu iz AJPES-ovih poročil. Tako da ta znesek, koliko je bilo vpisano dejansko v presežke, ampak ne iz enega leta, iz večjih let obstajajo. Zakaj je padec uporabnikov, se pravi članov knjižnice, iz občine Beltince? To ni zadeva, ki bi bila stvar občine Beltince, niti ni stvar naše knjižnice, ampak je stvar bralne kulture in bralne pismenosti v Sloveniji, ki kaže pač na to, da se tovrstno storitve poslužujejo manj, kot so se v preteklosti. Velik udarec je prav gotovo bilo korona obdobje, se pa hvala Bogu tovrstne stvari izboljšujejo, kar je bilo tudi prikazano v letnem poročilu. Se opravičujem, ampak letnega poročila za leto 2024 nimam, ampak se vidi, koliko je not gradiva, se je spet od preteklega leta povečalo, kako je s članstvom in tako naprej. Glede stroškov odvetniških storitev, v teh storitvah so vključene kadrovske storitve, pravno storitve in pa pravno zastopanje. Kot ste slišali, v sistemizaciji delovnih mest mi nimamo sistemiziranega nekega pravnika ali splošne pravno-kadrovske ali kakorkoli bi se imenovale službe in uporabljamo outsourcing, ki še vedno je ekonomsko upravičen glede na koliko to znaša, če imaš osebo zaposleno, pravno zastopanje pa druga vrsta stroškov. Hvala. Odpiram razpravo na to temo. Potrebno je dodati to, kar je bilo tudi strani gospoda Igorja Adžiča in pa tudi direktorice večkrat izpostavljeno. Odlok je zastareli odlok, ki je bil sprejet tudi na občinskem svetu občine Beltinci nekoč nekdaj davno. Še vedno ni noveliran, je napisan, kak je napisan, se pravi z 2 soustanoviteljicami in pa 10 pogodbenicami. Tudi tukaj se moramo občine same pri sebi vprašati,
ali nekatere sploh zadostujejo potem pogojem, ko so kot občine, kajti zakon o lokalni samoupravi jasno govori o tem, da občina mora biti sposobna zagotavljati potrebe, interese in pa tudi zakonske naloge svojih občank in občanov oziroma prebivalcev na svojem območju. Prav tako zakon o lokalni samoupravi jasno govori, da je knjižnična dejavnost ena izmed dejavnosti, ki je osnovna, da sploh lahko govorimo o obstoju občine kot pravno-organizacijske entitete. Nekatere občine se očitno počasi tega ne zavedajo. V preteklosti smo imeli take primere, ko nekateri vehementno niso plačevali, čeprav je tudi plačilo knjižnične dejavnosti, tako kot je bilo povedano, sestavni del glavarine. Jaz mislim, da občina Beltinci se je približala z svojimi finančnimi sredstvi do tiste višine, do katere ali pa o kateri moramo govoriti in katera nas zavezuje. Mi pri sebi bomo prvi, ki bomo spoštovali pravila igre oziroma red in zakonitost, to pa seveda tudi zahtevamo potem nazaj od zavoda, kjer zahtevamo, da se posluje zakonito, transparentno, gospodarno, racionalno, ekonomično, predvsem pa tudi v duhu tega, da so odnosi normalni, tako kot je strani predsednika odbora za negospodarstvo bilo povedano, odnosi daleč od tega, da bi bili optimalni. S tem se prvenstveno tudi zaradi osebnih zamer zadev krni ugled ustanove, ki bi morala biti ena izmed najbolj čislenih, če pravimo, da sta kultura in jezik tista, ki najbolj determinira ta narod, ampak v primeru pokrajinske in študijske knjižnice ta zadeva ni glih tako, kot bi si seveda ne samo želeli, ampak kot bi morala biti. Verjamem, da se bomo župani tudi v kratkem na tem odloku sestali, kajti drugače kot z nekimi, potem pravnimi sredstvi spet strani direktorice oziroma, ki je zakonita zastopnica in odgovorna za zakonito poslovanje in poravnanje knjižnice, je potem spet potrebno jih, iti v izvršbo. To dvomim, da si v normalnem času lahko ali sploh zamišljamo, da javni zavod, katerega pogodbenik oziroma soustanovitelj si, te toži za plačilo tistega dela, ki po zakonodaji moraš plačati. Ne morem si predstavljati, da bomo potem vsi tako prek palca odločili, koliko bomo dali enkrat knjižnice, enkrat zdravstveno domo, enkrat osnovni šoli, enkrat vrtcu, enkrat v lekarno. Potem mislim, da tako poslovanje javnih zavodov ne bo nevzdržno, ne bo normalno in potem se pa počasi sprašujemo, zakaj noben več ne želi biti direktor v javnih zavodih, kjer bi dejansko morali sedeti ali pa kjer sedijo, verjamem, ljudje, ki so za to sposobni, ki imajo kompetence. Če bomo občine nadaljevali s takim trendom, potem bomo tudi same sebi, svoj obstoj počasi začele zažirati. Občina Beltinci verjamem, da ni ena izmed tistih in ne bo ena izmed tistih, ki bi si to dovolila. Pohvaliti je potrebno tudi aktivnosti pri Bibliobusu, spet občina Beltinci, občina Murska Sobota smo bili zelo aktivni, smo pristopili k temu, Bibliobus je tukaj, se vozi, deluje, obratuje, so tudi naši porabci veseli, da spet imajo dostop do gradiva. In to so tisti argumenti, ki pa jih je potrebno tudi seveda izpostaviti, ko se pogovarjamo o delovanju, pa ne samo zdaj v tem primeru sicer knjižnic, ampak vseh javnih zavodov. Javni zavodi pa morajo svoje storitve upravljati v čim boljši meri zadovoljstva uporabnikov, naj si bodo to pacienti, naj se bodo to uporabniki v kakšni drugi obliki. Ne bomo pa dovolili, da postane noben javni zavod stvar političnega obračunavanja, še manj pa stvar osebnega obračunavanja z vlaganjem tožb z ene in druge strani na razne naslove, vendar pa, če nekdo seveda vloži tožbo zoper zavod, je logična posledica potem, da zavod mora na to tožbo odgovoriti in zato tudi po eni strani seveda pravni stroški ali pa pravdni stroški naraščajo. Še vedno pa tudi sam osebno verjamem, da glede na to, da gre za outsourcano dejavnost, so bistveno nižji, kot če bi bil zaposlen tam nekdo z pravnimi znanji. Še nižji, bistveno nižji pa, če bi bil tam zaposlen nekdo s pravnimi znanji, ki ima tudi opravljen pravosodni izpit in da bi potem lahko tudi samostojno zastopal zavod pred pristojnimi organi oziroma sodišči.
sodišči. Jaz upam, da se bodo stvari, ki so trenutno tako na sodiščih kot na ostalih organih, pritožbenih organih, čim prej zaključile, da bo čim prej zadeva potem postala jasna, kdo tukaj ima prav, kdo nima prav in da se potem v kratkem lahko začeli pogovarjati izključno in samo o razvoju knjižnične dejavnosti v takšnem ali drugačnem obsegu, z takšnimi ali pa drugačnimi kadrovskimi zasedbami. Če ni, torej razprave zaključujem in izvole. Bom si dovolil, pa bom še nekako povedal kot predsednik odbora. Bom prav spoštujem to, kar se je direktorica danes udeležila te naše seje, ker nas je 12 svetnikov z glasovalno pravico prisotnih. Mi nismo glasovali o tom, zato ker niso neke teme in dileme bili odpravljene. Tudi danes bom prav nisem dobil neki konkreten odgovor, če so pravne norme, te za 10 pogodbenic in pa za 2 soustanoviteljice morajo veljati, namreč, ko sem vrstico spregledal, Rogaševce imeti tam deklarirano 48,4%, občina Beltinci pa 112% v sofinanciranje te knjižnice, vendar glede na vse težave, ki jih je župan navedel, ki so zaznane z medijev, pa bilo vsega, se mi zdi, ko bi bilo neodgovorno. Znan, ko tudi politična volja obstaja, ko bi lahko danes zavrnili te akte, vseeno predlagan, jaz bom tudi glasoval, kljub vsemi, ko prvič nisem kazal, ko glasujemo za, kajti sami neglasovanjem oziroma zavrnitvijo tega, bom pravo, še eskalirajo težave, znamo, kamo to tudi vodi, če tudi v drugo ne bi potrdili in damo neko prekluzivni rok, ko se te zadeve, to je rok, v bistvu, do katerega bi lahko smatrali, ko bi se te težave odpravile, to bi naj bilo koledarsko leto 2025. Če se vkolikor strinjate, odločitev je tako ali tako na vsakšen vašen, vendar odgovornost je tudi naša, če bom pravo omejimo na neki način knjižnico z nekimi težavami, ki se ne nazadnje tudi, kot je župan povedal, sodelovanje vseh vpletenih tudi rešljive. Hvala. Hvala. Zaključujem z razpravo in pa prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlagani sklep, torej, da občinski svet občine Beltinci poda soglasje k programu dela z finančnim in kadrovskim načrtom ter načrtom nabave pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2025. Prosim za prisotnost. Glasujemo. Hvala, soglasno z 12. Zatem zaključujem drugo točko. Direktorica, hvala lepa za podajana stališča in pa upam, ko se bomo sestali in pa ko bomo čim prej zaključili z tistimi stvarmi, ki ne dotičajo kulturnemu javnemu zavodu. Hvala za prilog, sem vedno naj ob koncu v mojem pozdravu verjamo vabilo v knjižnico pod Zvezdami danes ob 21. uri na Grajsko dvorišče v Murski Soboti, kjer bo Ksenija Belodete, šefinja protokola, predstavila knjigo Hiša sozvočja in pa ob glasbene spremljave gospe Tjaša Fajdiga, ki pa tudi je diplomirala v Londonu z muzikala in prepričana sem, da tudi v prihodnje nas čaka še kakšna knjižnica pod Zvezdami v Beltinci. Absolutno. Hvala lepa. Adijo. Prehajam na tretjo točko, to je soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in sistemizacije vrtcev v Beltinci za šolsko leto 25-26. Med nami je ravnateljica. Izvolite, gospa Martina Vidonja, za kratko podajo stališč oziroma gradiva, potem pa seveda ponovno gospod Igor Radžič kot predsednik odbora za negospodarstvo. Ja, lepo pozdravljeni vsi zbrani, hvala za besedo. Mi smo v spomladanskih mesecih opravili vpis otrok novincev za novo šolsko leto in sicer smo vpisali do dneva oddaje gradiva 46 otrok, 52 jih odhaja v šolo. Glede na situacijo v državi, pa tudi glede na pretekle vpise, smo z vpisom lahko tudi dokaj zadovoljne. Oblikovali smo 17 oddelkov, od tega je eden polovični in sicer v enoti Beltinci 7 oddelkov, toliko imamo tudi prostorskih kapacitet. V enoti Dokležev je žal samo eden oddelek in to kombinirani, vpisanih 19 otrok, tako da smo ravno oddelek napolnili. V enoti Gančani so 3 oddelki, v enoti Ižakovci 2, v enoti Lipovci 2
In pa v enoti Melinci je sprva kazalo en oddelek, smo pa potem naknadno vpisali še nekaj otrok, tako da smo uspeli oblikovati oddelek in pol. Tukaj bom poudarila, da smo da bomo s 1.9. v enoti Melinci izvajali en oddelek kot gozdni oddelek, torej po načelih gozdne pedagogike. Skupno bomo torej z novim šolskim letom imeli 274 otrok, kapaciteta vrtca je 309, ki pa jo moramo zaradi posebnosti, ki sem jih navedla v gradivu, torej zaradi večjega števila vključenih otrok prvega starostnega obdobja v kombinirane oddelke, ustrezno znižati. Vključenih bomo imeli 11 otrok Romov, 9 otrok s posebnimi potrebami in pa za 2 otroka še čakamo izdajo ustrezne dokumentacije, torej tudi za status otroka s posebnimi potrebami. Mi smo potem na podlagi teh oddelkov preračunali tudi ustrezno število pripadajočega kadra v skladu s pravilnikom, ki določa kader. Zato predlagamo in prosimo, da občinski svet sprejme sklep o povišanem normativu za 2 otroka v vseh oddelkih. Če ste na straneh 5 in 6 pregledali tabele, kjer imamo napisane oddelke, vrste oddelkov in pa število pripadajočega kadra, ugotovite, da je sistemizacija nekoliko povečana, kot je dejanski izračun kadra po goli formuli. To pa iz razlogov, ki so prav tako v gradivu navedeni, in sicer poslovalni časi enot, nekatere izmed naših enot namreč poslujejo 10 ur in pol. Potem tudi lokacijska razdrobljenost, zagotovo bi bila kadrovska slika drugačna, če bi teh 17 oddelkov imeli na eni oziroma 2 lokacijah, zdaj jih imamo pač na 6. Potem, kot sem prej povedala, že število vključenih otrok prvega starostnega obdobja v kombiniranih oddelkih, kjer se sočasnost 2 strokovnih delavk poviša na 5 ur. Potem imamo 15 zaposlenih, ki imajo v skladu s kolektivno pogodbo pravico do znižane delovne obveze, se pravi neposrednega dela v oddelku za 2 uri na teden. Če je to 15 delavk, potem je to 30 ur na teden. To so torej razlogi, ki so podlaga za to, da je sistemizacija nekoliko večja, kot je dejanski izračun. Če povzamem, torej, to, kar sem že povedala, povišani normativ za 2 otroka v vseh oddelkih, potem prosimo, da občinski svet potrdi število delovnih mest v deležu 51,125, od tega 37 strokovnih delavcev, torej vzgojiteljev in pomočnikov v oddelkih in pa vsi ostali pripadajoči kadri, vodstvo, računovodstvo, tajnica, potem svetovalna delavka, organizator prehrane in pa delavci v kuhinji, čistilci, hišnik in pa vzdrževalec učne tehnologije. Vsa ta delovna mesta, ki sem jih naštela, so financirana iz ekonomske cene. Poleg tega pa predlagamo in prosimo, da nam potrdite tudi eno delovno mesto vzgojitelja za zgodnjo obravnavo in pa 2 delovni mesti spremljevalca za fizično pomoč otrokom s posebnimi potrebami, za tiste otroke, ki imajo to pravico. Ti 2 delovni mesti oziroma 3 so pa potem financirani izven ekonomske cene in v celoti krije občina ustanoviteljica. Napisali smo tudi romskega pomočnika, ki ga imamo zaposlenega za polovičko, vendar je ta financiran s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. In pa kot tretji predlog smo kot varovalko napisali, da v primeru, da se nam zapolnijo vsa mesta, predvsem za otroke prvega starostnega obdobja, prosimo, da se nam odobri, da potem lahko tudi med šolskim letom na podlagi vpisov odpremo dodatni oddelek, po potrebi polovični oziroma celi oddelek in pa seveda zaposlimo pripadajoče število kadra. Hvala. Hvala. Gospod Igor Radžič, predsednik odbora za negospodarstvo. Sedmo leto zapored sem predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti občine Sveta občine Beltinci v naši občini. Moram povedati, kaj je zelo prijetno vsa ta leta bilo sodelovati z predstavniki vrtca, eden najbolj urejenih zavodov v naši občini, kar se tega tiče, kar se tiče gradiv, vedno pravočasno in kvalitetno pripravljeno in tudi tokrat je bilo na sami seji kaj pitanje z gradiva.
je bilo tudi tokrat, bom povedal, gradivo kvalitetno predstavljeno, tekla je tudi diskusija, vidite, ka vrtec pa 51,125 sistematiziranih delovnih mest, pričakujevanka zaradi različnih porodniških preselitev, tudi drugih razlogov, da je tudi vseh teh 11 evidenčno vpisano, tako bomo končali na številki več kot 280, tam nekje vsaj do novega leta. Vidimo, ko sta dve bolje, bom pravil, natalitetno svišnjevi leti, kajti generacije, ki je iz vrtca prešla v šolo, tokrat generira samo 2 razreda v prvom razredu osnovne šole. Vidim, ko bomo imeli, oziroma iz gradiva, oziroma ravnateljica je tudi predstavila, ko bomo imeli 3 zaposlitve, ki so neposredno plačane iz proračuna, što si je malo pogledno proračun, pa vse takrat so še neki podatki bili vnešeni, kajti vedno so neke odločbe, neka odločanja. Te zaposlene dokoštale več kot 60.000 evrov, v preteklosti je bilo od tega več, vendar je še tudi nekaj vlog podanih, taka znesek je lepo tudi blizu 100.000 evrov, vendar nam za najmlajše nikoli ni bilo težko dvigniti roke v proračune in če da je potrebno, bomo tudi našli to razliko, kada se vrtci potekala predšolska vzgoja, tako kot se šika, bom pravil primerljivo, najboljše z okolico, poudarja najboljše, imamo 10 oziroma 6 enot vrtca, ki so vrhunsko opremljeni, sproti odpravljene vse težave, investicijsko vzdrževanje, investicijsko, bom pravil, tudi vlaganje, kar se tega tiče. Če bi ne bilo tega standarda plus 2 v 17 oddelkih, bi občina Beltinci bila med tistimi občinami večinsko v Sloveniji, ki bi imela resne težave. Zakaj? 17 krat 2 je 34. Če si delite s povprečnim številom otrok, vidite, ko bi nicali 3 oddelke, 3 nove vzgojiteljce, 3 nove pomočnice vzgojiteljc. Tako čez palec se leko zračunate, ko to pride 200 do 300.000 evrov brez investicije v nove prostore. Tega trenutno občina Beltinci s kakšnim vložkom 1 milijon plus plače permanentno na ne vem koliko let naprej, bom prav nekaj ne zmore, ampak nam zajemlje neke druge investicijske vzvode v nekem realnem sektorju, kjer bi mogli asfaltirati, nadgrajevati vodovod, kanalizacijo in pa druge zgodbe, druge investicije, ker je v bistvu ličijo na samo občino. Kaj ne bom predolgi, sprejeli smo v bistvu sklep 103/2025 v 4 alinejah, ki pravi, prva alineja, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme sklep o povečanem normativu za plus 2 v vseh 17 oddelkih vrtca Beltinci. Alineja 2. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da poda soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in k potrebnemu številu kadra ter k sistemizaciji delovnih mest v javno-vzgojnem izobraževalnem zavodu vrtec Beltinci za šolsko leto 2025/26 in sicer za 51,125 sistemiziranih delovnih mest. Tretja alineja. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da poda soglasje k sistemizaciji enega delovnega mesta vzgojitelj predšolski otrok za zgodnjo obravnavo in 2 delovnih mest spremljevalec za fizično pomoč za otroke s posebnimi potrebami, ki so sofinancirana izven ekonomske cene, izključno v breme proračuna občine Beltinci. Alineja 4. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da poda soglasje za odprtje dodatnega oddelka v šolskem letu 2025/26, vkolikor se bo tekom leta izkazala dejanska potreba. V primeru odprtja polovičnega oddelka med letom se bo sistemizacija dodatno povečala za 1 delovno mesto vzgojiteljice, vkolikor se bo razširila na rednega, pa še za 1,5 delovnega mesta pomočnika vzgojitelja, torej skupno 2,5 delovne meste. Moram vedeti, ko smo tudi obravnavali v bistvu vpis otrok v Melincaj. Znate, ko smo že na eni od predhodnih sej odbora za negospodarstvo bili seznanjeni najprej uvodoma zelo slabim vpisom v Melinci, če bi zadeva šla tako naprej, je v bistvu bil oddelek oziroma vrtec Melince ne nazadnje pred zaprtjem. Zelo radi smo, ko se je vpis povečal, v naslednjih letih je pričakovati še večji vpis in ka ohranjamo tudi v okolju Melinec, v bistvu vrtec še naprej, kajti to vsi tudi Melinčari zaslužite.
Hvala lepa za podano stališča. Odpiram razpravo okrog tega. Če ne morda samo, glede na to, da je v javnosti bilo tudi večkrat izpostavljeno, je seveda ta dodatna, kako bi rekli, normativ +2, zmanjšanje normativa, da bi potem seveda manjše število otrok bilo v oddelkih in da bi se njim lahko še bolj strokovno vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice nekako posvetile. Pa vseeno me zanima, gospa ravnateljica, kaj pomeni, če bi to vrstne zmanjševanje oziroma zniževanje normativa in potem odprava tudi, se pravi, normativa +2, kaj bi pomenila pri vpisu, ki je trenutno, in pa morda pri vpisi, če bi se stvari povečale, ali bi bilo potrebno potem ukinjati ali dopolnjevati ali kakorkoli tudi stroškovno verjetno povečevati ekonomsko ceno. Izvolite. Ja, zdaj, informacije imamo oziroma vemo, da je vlada potrdila predlog novega zakona o vrtcih oziroma dopolnjenega, ki na nek način ohranja ta fleksibilni normativ, torej +2. Čakamo pa pravilnik, s katerim bo natančno določeno, v katerih primerih se ta +2 ne sme uporabljati. V bistvu gre za število vključenih otrok s posebnimi potrebami in pa število tuje govorečih otrok. To bodo torej nekako okvirni kriteriji, ki bodo lahko znižali ta normativ. Konkretno v našem primeru bi to v novem šolskem letu predstavljalo težavo. Zdaj, koliko manj informacij, pa tako na hitro, v enoti Beltinci bi bila to največja težava, saj bi zagotovo bilo 10 oziroma 12 otrok, ki jih ne bi mogli vključiti in bi jih torej mogli preusmeriti v druge enote. Zdaj, zasedenost enot naših je kar dobra, predvsem Gančani in Lipovci so dobro zasedene. Potem mi starše usmerjamo v druge enote, Dokležovi je še nekako pride v poštev, zelo težko pa peljejo, ne vem, iz Ganča na Melince ali pa v Ižakovce, in takrat se nam pogosto zgodi, da potem te otroke gubimo, peljejo jih namreč v Mursko Soboto in se nikoli več ne vrnejo. Tako da težava bi bila, ja, pa tudi na ekonomsko ceno bi potem to vplivalo zagotovo, preračun bi se napravil in pa neki dvig okvirni smo tudi že na nek način probali izračunati. Hvala lepa. Tako da vsi tisti morda, ki so tako vehementno zagovarjali te stališča v občini Beltinci pa v ruralnih podeželskih območjih, takšna praksa, ki bi šla v nasprotno smer od trenutne, bi sigurno pomenila točno to, kar je bilo povedano, verjetno problem z določenimi oddelki, da bi bili starši primorani otroke peljati drugam. Seveda potem nekdo, ki gravitira z Gančem, pa hodi v službo v Mursko Soboto, dvomim, da bi peljal najprej na Melince otroka, pa potem šel za Mursko Soboto, se pravi, bi verjetno tega otroka izgubili. Stroškovno bi nam ekonomska cena narasla, ker se ekonomska cena oblikuje tudi na število otrok v vrtcih. Poleg tega pa bi se potem tudi začelo počasi razmišljati o številu zaposlenih v zavodu in bi rekli, bi domino efekt se začel pojavljati na vseh področjih. Tako da morda včasih tisto, kar se nam zdi tako na prvi korak všečno, je iz marsikaterega vidika tudi zelo, zelo napačno, če gledamo v prihodnost. Tako da jaz verjamem, da bo tudi ta pravilnik, ki ga vlada pripravlja, šel v to smer, kot je tudi navsezadnje zakon bil dopolnjen. Tiste občine, ki pa imajo težave z priseljevanjem, se pravi, to so pa sigurno ne ruralne podeželske občine, ampak občine okrog Ljubljane in pa tam pa potem naj te stvari rešujejo na svoj način oziroma na tak način, ki ne bo potem spet vzorec za celotno Slovenijo, kot smo je pač deležni na marsikaterem področju, lahko bi rekli od vodovoda in vseh stvari naprej, ko nekdo z pisarne v Ljubljani pač sprejme odločitev, ki pa je v praksi v podeželskem območju ali neživljenjska ali nesposobna za uresničevanje, poleg tega pa tudi finančno zelo obremenjujoča, ne samo za proračun, ampak tudi za uporabnike storitev. Če ni razprave, potem zaključujem, tukaj podajam samo še to, da se je gospod Aleš Poredoš seveda izločil tako iz razprave kot pa iz glasovanja zaradi konflikta interesov. Prosim za prisotnost, predsedujoči. Ne, samo ne vem, či je. Prosim, če spremljate. Hvala. Kdo je za? Hvala, soglasno zaključujem. In pa s tem zaključujemo tudi 3. točko. Prehajamo na 4. točko, to je odločitev o višini in številu štipendij občine Beltinci v študijskem letu 25-26. Kar se tiče seveda teh štipendij, smo tudi letos sledili vzoru kot vsa leta do sedaj. Torej,
5 let, 5 štipendij družboslovne, 5 let štipendij naravoslovnih ved. Izbor je bil upravljen, komisija se bo sestala, se bo potem odločila in tako naprej. Kar se tiče pa seveda morda za drugo leto, pa verjamem, da se bomo tudi z odborom za negospodarstvo, morda bo predsednik tudi kaj na to temo še več povedal, in pa seveda tudi z določenimi, predvsem s Pomursko gospodarsko zbornico in pa našimi gospodarstveniki oziroma podjetniki sestali in pa poskušali po vzoru drugih občin morda malce spremeniti štipendiranje v prihodnjih letih, pa ne samo študentov, ampak morda tudi že v srednji šoli, kajti ugotavlja se predvsem kadrovski deficit na marsikaterem področju, marsikatero podjetje, tudi v naši občini ali pa iz naše regije ima težave pri ustreznem kadrovskem oziroma v zagotovitvi ustreznih kadrovskih resursov in tudi občine smo seveda primorane ali pa smo tudi tiste, ki bomo temu nekakemu klicu na pomoč sledile, verjamem, da tudi za štipendijsko politiko, ne samo za politiko subvencioniranja gospodarstva in verjamem, da bomo tudi na ta način potem morda z kakšnimi dodatnimi sredstvi v proračunu prišli nasproti predvsem po eni strani torej najmlajšim, mladim in pa seveda tudi podjetnikom, da bodo potem naši občanke in občani ostajali doma in pa imeli službe čim bliže. Izvoli, predsednik. Strinjam se, kaj je župan povedal, štipendiranje je živa stvar. Če duže bolje sem prepričan, da je občinski svet v kakšnekoli sestavi svoje mandati, vsaj enkrat svoje mandati mogel novelirati pravilnike o štipendiranju. Tokrat štipendiramo še verjetno zadnjič zgolj in samo študente. Ohranjamo 10 štipendij, 120 € mesečno, to je na letni ravni 14.400, seveda mi začnemo s 1.10., končavljamo s 30.9. Zelo rad bom povedal, takšna seja, kot je današnja v juliji, kljub nekaterim bom prav odsotnostim, je neka tista seja, kjer lejko ne nazadnje nižjem števili točk dnevnega reda sprejemamo neke odločitve, ki se začnejo izvajati bodisi s začetkom študentskega leta 1.10., bodisi z začetkom vrtci šolskega leta in pa šole. Zdaj ostajamo, kot sem vedel, na 10 štipendijah. Zelo bistveno je to, ko nekako pristopimo tudi k štipendiranju dijakov, torej tistih, ki hodijo v srednjo šolo, bodisi za različne poklicne namene, z poklicnimi šolami, ne nazadnje tudi z določenimi deficitarnimi tehničnimi šolami. Znate, kje je največji deficit v regiji, pa v Sloveniji, tudi sosednja Avstrija z boljšimi plačami pobira kadre, to je na področju zdravstvene in pa medicinske nege, zdravstveni tehniki, tehnice. Šolo imamo tu v bližini 4-5 kilometrov oddaljeno in mogli mu tudi na neki način s finančnimi spodbudami motivirati, kajti pred nami v naslednjih nekaj mesecih je začetek izvajanja dolgotrajne oskrbe. Ta se mogoče zaradi pomanjkanja kadra, da tudi zavlekla, se ne da mogla, penez da akumulirani, ne moga pa imeli komi kot plačo v državi, mislim, da te znamo, kada je pri julijsko plači, pri julijsko pokojnini prvič prispevek obračunani višini 1%, nekde tudi 2%, to da na letni ravni do konca leta se steklo približno 225 milijonov na državni ravni. Mi smo eno vodilnih, mi imamo tudi bolnico s 1150 zaposlenimi, kjer je telko kadra odide vsakšo leto v penzijo in pa generacija, ki bom pravil izide iz naše šole, ne nazadnje kadrovsko ni tako močna, ko bi zadovoljila vse potrebe naše širše slovenske in pa bližnje avstrijske zaposlitvene strukture. Kaj ne bom predolgi, bom samo preštel sklep 104/2025.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družne dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme predlog sklepa. 1. Višina štipendije občine Beltinci v študijskem letu 2025-26 znaša 120 evrov na mesec. 2. Razpiše se skupaj 10 občinskih štipendij za študijsko leto 2025-26, pri čemer se 5 štipendij dodeli študentom naravoslovnih oziroma interdisciplinarnih ved, to so tehnične, tehnološke, medicinske, kmetijske vede, in 5 štipendij študentom družbeni oziroma humanistični ved. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo na to temo. Če ni razprave, potem zaključujemo, prehajamo na glasovanje o sklepu. Prosim najprej za prisotnost. Hvala, glasujemo. Hvala, soglasno s 13 glasovi. Prehajamo na peto točko, to pa je poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Beltinci za leto 2025. Prosim računovodjo Štefana Činča, če poda oziroma na kratko predstavi gradivo. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem. Torej, obveza polletnega poročanja je zapisana v zakonu o javnih financah. Sicer zakon pravi, da je poročanje v mesecu avgustu, ampak glede na to, da naša občina v mesecu avgustu izvaja v glavnem samo slavnostno sejo, mi to poročilo pripravljamo, kot je bilo po starih določilih tega predpisa, v mesecu juliju tekočega leta. Imamo naslednje preglednice v tem gradivu, to je polletna realizacija prihodkov in odhodkov po kontih iz ekonomske klasifikacije, to je ta splošni del, preglednica 1. Imamo posebni del NRP, se pravi, da smo tiste postavke, ki so investicijski odhodki oziroma investicijski transferi, razmejili tudi na posamezne projekte. Vse 3 kolone preglednice imajo, se pravi, kolone sprejeti proračun, veljavni proračun, to so korekcije župana oziroma krajevnih skupnosti. V glavnem so vse postavke prerazporejene pri občinskih organih, upravi in inšpektoratu iz tekoče proračunske rezerve zaenkrat. Realizacija od 1.1. potem do 30.6. odstotek realizacije. Potem pa določbe zakona, ki jih je potrebno še upoštevati, se pravi kolono, ki izkazuje katere obveznosti iz prejšnjega leta, se pravi na dan 31.12. ne zapadle, vseeno so vključene v tekoči proračun oziroma realizacijo v letu 2025, plačila, delamo namreč po denarnem toku. Potem oceno realizacije do konca leta in indekse. Globalno gledano, se pravi, imamo potem v bilanci tej ABC, da smo realizirali 4.200.000 evrov cirka oziroma 32,53 odhodkov plana pri prihodkih. Skupno odhodki za vse proračunske uporabnike pa so 4.067.000 cirka oziroma 30,68 odstotkov plana. To je precej podobno kot vsako leto. Pravi, pri zadolžitvah izpolnjujemo ta amortizacijska načrta in tu je realizacija 50-odstotna. Dolgoročna zadolžitev ni bila potrebna, smo pa določene kratkoročne rešitve poiskali. Se pravi, pri občinskih organih, upravi in inšpektoratu so potem po podrazredih realizacije davčnih prihodkov 47,60, izpad pri NEOS-u zapadlo v drugi polovici leta. Nedavčni prihodki 27, najemnine za komunalno infrastrukturo niso v celoti zaračunane, kapitalski prihodki 9,96, postopki prodaje so pač v teku, prodajamo vse po sprejetem načrtu razpolaganja, zdaj koliko interesa je. Transferni prihodki 13,63 odstotkov. Zdaj, če še na brzino potem pogledamo po teh 4 mestnih kontih v tale splošni pregled, se pravi tekoči odhodki vseh proračunskih uporabnikov 43,85 odstotkov in transferi 44,99, se pravi realno glede na pričakovane tekoče prihodke so tudi realizirani tekoči odhodki in tekoči transferi.
Pri investicijskih odhodkih, kjer smo vezani na sredstva sofinanciranja 10% realizacije cirka, pri transferih pa 47%. Tu se naj spomnimo, da smo od lanskega leta, se pravi, prenesli v letošnje leto investicijske transfere za obnovo sakralnih objektov in kot smo že tudi v tistih realiziranih zadevah zapisali, sofinanciranje nakupa podvozja za PGD Bratunci. Kakšno je stanje dejansko pri večjih projektih, ker nam namreč tale preglednica odhodkov po proračunskih uporabnikih, programskih klasifikacij, postavkah in projektih z odstotki dejansko zelo nazorno prikazuje, v kakšni fazi so kakšne proračunske postavke. Naj dejansko samo omenjamo, kakšno je stanje pri teh večjih projektov. Mlin in Brod na Muri, se pravi, to je bilo itak že zaključeno gradnje in vse ostalo v letu 2024, zdaj še samo pridobivamo določena ustrezna dovoljenja, da vse pač poteka legalno. Zato smo predlagali tudi vključitev nekaterih stroškov, se pravi 6100 evrov je kot poseben sklep. To so ukrepi, ki jih župan predlaga, da se proračun uravnoteži. Potem pri modernizaciji športnega parka, kjer smo tudi nekako na pol končali v letu 2024, je zadeva načeloma zaključena, izdana tudi končna situacija, plačilo bo v drugi polovici leta 2025. Tukaj še pričakujemo sofinanciranje fundacije v višini skoraj 60 000 evrov. Tole smo že povedali, se pravi 60 000 evrov za podvozje PGD Bratunci, namenska poraba komunalnih prispevkov za komunalno opremo zemljišč. Za investicije iz leta 2024 oziroma to pogodbo smo letos imeli plačilo končne situacije našemu izvajalcu, javnemu podjetju Komuna. V romskem naselju so po sklepu občinskega sveta postavljeni ti začasni bivalni objekti, v pripravi so pa tudi še dodatni projekti za komunalno opremo tudi okolice, kot take Dobelske ceste, Pločnika in ostalega, vezano na poseben projekt, ki se bo izvajal v letu 2026 oziroma bo doplačila v letu 2026. Pri vrtcu Beltinci se spomnimo, da smo v dopolnjenem predlogu zaradi sanacije strehe morali postavko že nekaj korigirati in za sakralne objekte smo že povedali. In pri teh največjih projektih, ki jih imamo vključene, se pravi Park Beltinci, je nabor projektov za razvoj regij v potrjevanju, izvedba pa bo najverjetneje v letu 2026. Prav tako je v isti fazi tudi ta projekt kolesarska steza Gančevne Moravske Toplice. Pri obnovi zdravstvene postaje pa smo dejansko vezani na zdravstveni dom, ki je drugi financer poleg Ministrstva za zdravje in je postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja v teku. Se pravi, zato, da se ta proračun uravnoteži, je župan tudi tukaj v sklepih predlagal določene uskladitve in smo v nadaljevanju tega gradiva, se pravi, tudi zapisali razloge, zakaj moramo določene zadeve umestiti oziroma korigirati. Se pravi, po požaru na osnovni šoli v Beltincih je za zdaj ocena skupno 326 000 evrov stroškov. Za zdaj predvidevamo, da bi večino stroškov krila zavarovalnice. Od tega je cirka 230 000 evrov sanacije strehe, obnova poškodovane fasade sten stropov cirka 18 000 evrov, stroški gašenja PGD-jev 27 000 evrov in razlika je nadomeščanje uničene opreme. Za tale zapic smo delno povedali, se pravi, da je pridobivanje uporabnega dovoljenja za celotno obrtno industrijsko cono, ne samo za zeleno, ampak tole, ki je bila večfazno zgrajena, da bo potem ustrezna dokumentacija pripravljena in s ciljem napredka pri izgradnji logističnega centra je bila naročena izdelava študije možnosti pridobitve EU sredstva za samo izgradnjo v višini 15 000 evrov, ono prejšnje je pa 5 000 evrov vrednoteno. Pri Mlinu in Brodu dodatni 6100, da se ustrezna dovoljenja pridobijo, da bo nemoteno obratovali ti plovni objekti. Za KS Bratunci bi bilo potrebnih 8000 evrov za izdelavo PID-ov, prav tako je bila fazna izgradnja in je za pridobitev uporabnega dovoljenja ta dokumentacija nujno potrebna.
Potem pa načelni sklep okoli tega, da se v projekt vključita dva mehka projekta, Green Belief in Dynamic Danube. Mehka na temo, se pravi, prvi bi zagotavljal, da s pomočjo podnebnih podatkov, digitalnih orodij in skupnostnih pobud omogočamo lokalnim skupnostim, da oblikujejo in izvajajo trajnostne projekte. Ta projekt predvideva vzpostavitev transnacionalne mreže znanja, razvija metodologijo za zelene proračune ter pilotno preizkuša rešitve za zmanjšanje emisij in izboljšanje kakovosti življenja in prilagajanje na podnebne spremembe. Zdaj, skupno smo tukaj udeleženi s stroški v višini 203 tisoč evrov, od tega je nekje 170-80 tisoč evrov za pokrivanje stroškov plač v višini 80%, ampak večinoma za že obstoječe zaposlitve, kjer se samo z odstotkom določi, koliko kdo sodeluje na posameznem projektu. Zakaj je to za občino pametno? Če imamo financiranje stroškov dela iz nekega vira, lahko dejansko več denarja namenimo potem za investicije. Drugi projekt pa je, njegov glavni cilj je izboljšanje digitalne upravljalske kompetence malih družinskih kmetij s posebnim poudarkom na ženskah in s tem prispevati k večji produktivnosti, preciznem kmetijstvu in bioekonomiji za uporabo inovativnih tehnologij. Na te projekte bi dejansko moramo v kadrovski načrt vključiti za čas trajanja projekta eno delovno mesto, zdaj smo predvideli, da je to s 6. stopnjo izobrazbe. Potrebno bi bilo povišati še eno postavko, se pravi, to bi bila proračunska postavka druge operativne odhodke, kjer je 17 tisoč evrov na račun umestitve drugih stroškov, ki so vezani na projekte. Se pravi, mi ne dobimo sofinanciranih samo stroškov plač, ampak tudi pavšalov, potne stroške in administrativne stroške in proračun to na neki postavki načeloma mora izkazovati. Drugi del, 20 tisoč evrov, pa imam ponudbo za ureditev arhiva na podstrešju, to je od začetka same občine, da se papirno gradivo odbere in digitalizira oziroma potem, kar je nepotrebno, tudi uniči. Proračun se bo potem uravnotežil z prvim rebalansom, tega pa predvidoma septembra oziroma oktobra letošnjega leta. Če imate kakšno vprašanje, smo pa na voljo. Prosim predsednika odbora za proračun in finance, gospoda Ivana Zajca, če poda sprejete sklepe na tem odboru. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Odbor za proračun in finance se je seznanil s poročilom o poletni realizaciji proračunov občine Beltinci za leto 2025. Odbor za proračun in finance predlaga občinskemu svetu, da sprejme županov predlog sklepa. Za nadaljnje nemoteno izvrševanje proračuna se povišajo, uvedajo naslednje proračunske postavke projekti. Sanacija strehe osnovne šole Beltinci po požaru 326 tisoč evrov, priprava zemljišč, zelena poslovno-industrijska cona Beltinci in logistični center Lipovci 20 tisoč, investicije, investicijsko vzdrževanje, turizem, novogradnje mlin na Muri in Brod 6100 evrov, obnova Vaško-gasilskega doma, drugi objekti, krajevne skupnosti, vzdrževanje objektov krajevne skupnosti Bratonci, povišanje za 8 tisoč evrov. Proračun se vključita projekta Green Belief in Dynamic Danube. Kadrovski načrt za leto 2025 se korigira za enega javnega uslužbenca 6. stopnjo izobrazbe. Drugi operativni odhodki se povišajo za 37 tisoč evrov. Proračun se uravnoteži s prvim rebalansom proračuna za leto 2025. To je bil sprejeti sklep. Hvala. Idemo razpravo okrog polletnega poročila. Mislim, da je bilo, pa da je gradivo zadosti jasno obrazloženo, tudi jaz je povedal, da bo rebalans še sledil.
Veseli pa seveda dejstvo, da smo spet bili uspešni torej na evropskih transnacionalnih razpisih in spet uspeli kot seveda partner v projektu pridobiti 2 dodatna projekta zraven, se pravi Green Belief in pa seveda Dynamic Danube, kjer je še posebej izpostaviti, da kar precej poudarka dajemo, poleg tega seveda, da govorimo o zelenem proračunu, predvsem v smislu tega, da se bodo analizirali pa spremljali podatki, predvsem emisije, kaj sploh nastaja v naši občini in pa seveda kakšne učinke imajo potem sprejete odločitve znotraj proračuna na spreminjanje oziroma na izboljševanje nekako statusa oziroma tudi teh emisij v samem okolju. In pa pri Dynamic Danube je pa seveda tudi smo se skupaj s partnerji odločili, da bomo spremljali seveda tudi stanje na ali pa v mladih kmetijah, predvsem položaj žensk in tudi to je dejansko nekaj takega, kar trenutno je in bo čedalje bolj. In dobra stvar seveda teh projektov oziroma konzorcija je, da smo kot sicer majhna občina prepoznani sedaj že med zelo resnimi partnerji, ki so resni playerji na področju pridobivanja EU sredstev. Če vidite tam recimo gre za partnerje tako iz Italije, Portugalske, Hrvaške, Bolgarije, Severne Makedonije, Grčije, Španije, Belgije, Hrvaške in tako naprej. Torej in to je tisto, kar smo takrat, ko smo ustanavljali projektno pisarno, tudi povedali, da je naš cilj, da postanemo resen partner marsikomu, ki bo seveda tudi na podlagi našega dobrega ali odličnega dela in pa kompetenc ter izkušenj v nas prepoznaval resnega partnerja in da nas bodo tudi poklicali v konzorcije. To se nam sedaj dogaja. Jaz upam, da bomo septembra še o enem mednarodnem transnacionalnem projektu lahko govorili, da smo bili izbrani. 2 stopnici smo že stopili, čez zadnjo pa upam, da bomo v septembru torej tudi, tako da občina Beltinci oziroma s projektno pisarno postaja torej zaupanja vreden partner. V mestnem času je pa tudi Zavod za turizem, kulturo in šport uspel z 2 projektoma, tako da smo tudi, se pravi, z našo projektno pisarno in pa zunanjim sodelavcem tudi Zavod za turizem, kulturo in šport omogočili tudi zaposlitve in tudi seveda torej vpliv na zmanjševanje stroškov dela in pa tudi na same določene investicije. Navsezadnje tudi smo bili uspešni na projektu Las pri dobrih ljudeh. Zadeva še sicer ni uradno potrjena s strani Agencije za kmetijske trge, ampak na lokalnem, tukaj domačem nivoju smo bili izbrani, kar spet pomeni, kot da občina torej smo sposobni pripravljati gradiva, ki bodo izbrana. Tudi govor za razvoj regij, se pravi, tudi ta revitalizacija parka oziroma okolice je ravno včeraj bil podpisan tudi strani predsednika razvojnega sveta regije sklep, tako da v kratkem lahko potem, oziroma po mojem po počitnicah septembra lahko pričakujemo tudi neposredno potrditev strani pristojnega ministrstva, potem seveda javno naročilo in pa takoj po novem letu z delom revitalizacije parka naprej. Tako da kar nekaj stvari seveda je še za postoritev, ogromno stvari pa se dogajajo oziroma se še bo dogajalo. Ampak tudi kar se tiče sanacije strehe poteka zelo aktivno. Po mojem bo do konca tega meseca bodo dela na strehi zaključena, potem se pravi je stavba pokrita, nekaj stvari še je ostalo potem za postoriti noter. Ampak tudi dogovori z zavarovalnico grejo v pravo smer, tudi akontacija je bila izplačana, tako da se pravi ni težav oziroma ne bi smelo biti težav tudi takrat, ko se bomo seveda z zavarovalnico dogovorili o vseh plačilih. Tako da moram pohvaliti torej tudi tukaj odnos zavarovalnice in pa seveda tudi odnos izvajalca, ki je bil pripravljen, ne glede na to, kar se v gradbeništvu v zadnjem času dogaja, da so zasedeni kar nekaj let naprej, opustiti morda kakšen posel in pa priti nasproti, da smo potem po eni strani takrat tisto najnujnejše sanirali, sedaj pa da spravljamo v prvotno stanje oziroma da celo izboljšujemo stanje, kakršno je bilo prej. Če ni razprave, potem zaključujem pa prehajamo na glasovanje o sklepih, ki so bili že vsaj 2-krat prebrani, tako da sam ne bi prebiral tega. Zapisano pa je odzadaj, tako da prosim za prisotnost najprej.
10 prisotni. Hvala. Glasujemo, kdo je za. Soglasno z 10. Hvala lepa, s tem zaključujemo to točko in pa prehajamo na 6. točko, ki pa bi prosil, da je zaprta za javnost. Prehajamo pa na naslednjo 7. točko. Izvolite, pobudno vprašanje. Igor Bukal. Bukal, izvole. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bom imel eno vprašanje oziroma se navezal kar na tisto vprašanje že z prejšnje seje. Gospod župan, glede mene sam to muči ta kolesarska steza Moravci-Gončane z te razvojne sveta Pomurske regije. In imam vprašanje zadnjič, kako ste povedali, župan, ko bi naj občina Moravci-Toplice podala prometno strategijo. Moje vprašanje je, če mogoče imate kakšno informacijo glede tega, kako daleč so s tem, ali do to napravili, kar se bojim, kar se ne bi zgodilo, kako se je zgodilo v občini Opoče, ker so ostali brez, ne vem, če je to primerjava dobra, ampak se mi zdi, da se to nekaj odmika oziroma se to nič več ne javno, kak jaz spremljam javna občila, o tem dosti ne govori. Tako me zanima, če ima gospod župan kakšne informacije o tem. Hvala. Hvala. Kar se tega tiče, ta projekt je dan, kako bi pravili, na čakanje z vidika, ker je pač Moravske Toplice so predložile celostno prometno strategijo v presojo pristojnem ministrstvu, vendar pa takrat, ko smo vlagali ta projekt skupaj z Moravskimi Toplicami, je bilo jasno navedeno, da zadostuje, da ima vsaj ena od občin partneric celostno prometno strategijo sprejeto, mi smo jo imeli. To je tudi, bom prav, bilo večkrat izpostavljeno, tudi večkrat vprašano in so podajali odgovore, seveda, da to zadostuje. Potem je kar naenkrat pri pristojnih organih prišlo do razmišljanja v drugačno smer, torej, da morata obe dve imeti celostno prometno strategijo, zato so nekatere občine tudi že v prvi fazi, bom prav, umikale. Mi smo pač povedali, da glede na sprejeti sklep in pa tudi na zapisnik, ki je bil napisan na sveti regije, se tega ne bomo posluževali. Zdaj pa je seveda stvar takšna, da je Ministrstvo za infrastrukturo predvsem izpostavilo, da oni smatrajo, da je ta pogoj potrebno izpolnjevati. In zdaj bomo videli, če do septembra pristojni organi seveda odločijo o celostni prometni strategiji, bi se morda lahko še, bom prav, ta projekt rešil. Je pa, bom prav, pol verjetno, tako ne je še čisto za odpisom, je pa seveda tudi po drugi strani zelo, bom prav, na trhlih nogah, ampak tudi če ta projekt, bom prav, v tej fazi morda zgledne, tako se bo slej ko prej enkrat nešče mogel odločiti in pač povedati, da takrat, ko so dali prva pojasnila, so jih dali, bom prav, svih v žepi nekatere. Tako da pravim, mislim, lahko povemo, kaj se odmika, istočasno pa vem, kaj se ne odmika. Tako, o tem se bomo še pogovarjali in pa borili do zadnjega. Tako, prav, pred septembrom pa dvomim, da bomo tudi zdaj zaradi počitnic in vsega, kaj je pred nami, dobili kakršenkoli odgovor. Gospod Koščec, izvolite. Hvala lepa za besedo. Vsi lepo pozdravljeni prisotni. Jaz imam eno vprašanje glede izgradnje tega pločnika Melinci. Steza pa Kopejla. Krajani spitavljajo, da se kaj začne to. Kajti to je bilo že uvrščeno v investiciji znotraj v 21 pa 22 leta, ne? Pa se je to zdaj zavleklo malo na tako daleč se to začnemo delati. Kar se tega tiče, v proračunu smo jasno navedli, da se bodo prva pripravljalna dela začela letos. Končna izvedba je planirana v polovici drugega leta, tako do bi rekel, spomladi ali pa poletje, drugo leto bo sigurno stvar izvršena, kajti po zadnjih informacijah so se z večino tistimi, ki bom prav gravitirali pa mejijo, že bi vršili pogovori in nekih posebnih težav takrat ni bilo zaznati, tako da jaz smatram, da kakor hitro se počitnice zaključijo, se začnejo pripravljalna dela in tudi izbor izvajalcev, tako da najpozneje, enega leta bo pločnik sigurno narejen. Hvala lepa. Prosim.
Zdaj bi še jaz moral za nazaj tudi za tisto ulico, ko je za Meku, ne. Tistokrat bi se to ne vse skupaj začelo, te se je prekinulo. Zakaj se je prekinulo, kaj je ti bilo za problemov, to tudi spitabljajo krajani. Zakaj se je to ne začelo delati, pa nadaljevati tisto krat, kajti jaz sem s temi dečkami govoril tam na Melinci, ko so v Rjavčevi, oni so pravili, ko so oni ne bili proti, kako je tisto krat bilo povedano, ker so oni samo zahtevali, ko bi se ne hidrant postavil tam, nič drugo ne. In te se, če je bil vzrok te hidrante ali te cevi, ko se tisto krat bi mogli postaviti, mislim, dati notri, ko se je to vse skupaj prekinulo. Dejana Pobljani geja. Ja, dobro. Kar se tiče tega, upam, ko direktor komunalnega podjetja prije nazaj, ker oni so vršili takrat izvedbo del, pa morda Dejan, kak je zakaj smo ustavili na Melince v Meki potem gradnjo ceste pa vsega, ker zdaj nekateri pravijo, da niso bili krajani proti tistimi, ampak če lahko ti podaš stališče, ker takrat je malo drugačna zgodba bila. Tudi strani, kako bi rekli, oseb A in pa oseb B pa navzgor malo drugače predstavljeno, ampak če lejko. Čisto opis, Ker tiskrat so bila sredstva zagotovljena, nekaj, kar je bilo. Ja, samo če nekdo ustavi gradnjo, ko se ne strinja, potem pa ne dovoli posegu na svoje zemljišče, potem težko izvajaš karkoli, ne? Lep pozdrav, zdaj, koliko ste spomnim, kaj od toga zdaj šli verjetno 2 leta. V osnovi je bilo sredstev premalo glede na tiste stvari, ki so se potem dogajale. Razširiti profil vozišča in pa dvigniti vaš ali pa želja krajanov je bila iznad poplavnih voda. To se strinjam, ko je to legitimen cilj, ampak tam je pač zaenkrat sredstva, mislim, da je bilo okoli 60 000, so bila daleko premalo in pa bilo potrebno zamekniti os vozišča, ki zdaj pač poteka še po neko zasebno zemljišče, ne? Ja, oni so pravili, ko ne je problem, glede teh zemljišč. Saj ni problem. Problem je, kada vi tam ponejrate meter visko, te pa še je en tekoče. Meter visko, ne vem, če bi to kdo zahteval, meter visko ne more biti. 60 cent je bilo v vode, torej 60 cm nad obstoječe stanje, pa ko tam ponejra spodaj pa 1 meter. To je kubik na kvadratni meter, ne? Ja, samo če bi pa 60 centi se zdignilo, bo je zadosti bilo, jaz mislim. Ja, samo pravi, to se prišla, ko je komunala začela, oziroma naša komuna začela izvajati, potem se je prišlo do nevolje, nekdo ni dovolil posega. In zdaj, če nekdo, pa upravičeno morda, jaz ne prav, ko ne nekdo misli, da zdaj prisiljuje nekoga, ampak če nekdo v svojem zemljišču ne dovoli posega, potem je potrebno spreminjati celotno traso. To smo najmalo takih primerov imamo po občini, ker nekdo ne dovoli, čeprav se 30-40 let tam gor vozilo, je pač ne dovolil in imamo za ene vrste šikano na cesti. Imamo pač zoženje, pa potem po koncu parcele nekoga pač imamo širitev spet ceste. Ampak bom prav za takšne primere, ko bi šli v razlastitev vprašanje, če bi javni interes izkazali. Tako da pravim, če pa je zdaj pri njih volja drugačna, dobrodošli na občino, v pisarno župana naj predstavijo, da so pripravljeni dovoliti to, pa verjamem, pa se bomo v prihodnosti dogovorili, ampak takrat je tudi za strani krajevne skupnosti bilo ena stvar predvidena, tisto smo zasledovali, potem pa se je v fazi gradnje oziroma začetka gradnje pa izkristaliziralo, ko bi pa se nekateri potem radi še več in potem seveda se enkrat zaključi zgodba, ne. Če se mi dogovorimo, ko bomo izvedli to, potem okrog tega dogovori naj vse v tej prvi fazi držijo. Pa zdaj branka, ne nekdo misli, ko jaz se okoli obtožujem, ker sem bil zraven, vendar povem, kaj mi je bilo tako strani krajevne skupnosti Melinci takrat povedano, strani našega izvajalca in pa tudi strani nekaterih, ki so bili tam zraven. In pravim, če je zdaj volja nekoga drugačna, toliko lepše, se še enkrat sedemo dol, napravimo še po enkrat zgodbo, ampak mora pa biti tako, kot je bilo strani predsednika oziroma direktorja komunalnega podjetja povedano. Stvari morajo biti, če je takšne, ko bodo, bom prav, potem tudi vzdržale pravno, strokovno terminologijo in pa tudi presojo. Ker zdaj, če bomo mi tudi, bom prav, delali samo neko sanacijo, potem dvomi, ko bodo zadovoljni, ali pa, ne vem. To je stvar krajevne skupnosti prvenstveno, bom povedal, in pa bom prav dogovora z tistimi tam, da se sprejme sklep, kaj dovolijo, potem se prije, bom prav, ali do župana ali pa do odgovornih oseb na občini, projektno dokumentacijo pripravimo v tej smeri, pa se išče potem dodatna sredstva. To tako nega težave. Mislim, da bi smelo biti, če je sedaj situacija takšna, ko se dovolijo tudi posegi morda na nekoga površino. Dobro? Ja, hvala lepo. Prosim. Zdaj pa še imam
glede te dotacije, ki mi dobivamo za to čistilno napravo. Ne? Tistokrat je bil sklep sprejeti, da se zadnjo krajevno skupnost priklopila na čistilno napravo, da mi moramo dobiti polno vsoto, to je 40.000 evrov. Nikjer ne piše, da bi 100% mogla biti krajevna skupnost priklopljena, ne? Ker to tako nikdar ne da, kako jaz mislim. Zdaj je to že nekaj let, ko so priklopljene vse krajevne skupnosti na to čistilno napravo, mi še skozi dobivamo tisti 30.000. Jaz mislim, ko ste v proračun soglasno sprejeli, v proračun je bila postavka 30.000, vsa leta od takrat, pa ne je to samo za časa mojega županovanja, ampak tudi že v preteklosti 30.000, z razlogom, ker je bilo med drugim vedeno tudi, ko bo čistilna naprava bistveno bolj obremenjena, kot je trenutno. Trenutno dela z dvotretinsko kapacitetnim zasedenimi, tako da se je tudi takrat je preračun, koliko so imeli vedeli delov. Zdaj pa leko se pa obrne situacija, pa leko mi naročimo monitoring, pa bomo na podlagi monitoringa potem odločili, kakršni vplivi, če sploh so kakršni vplivi na okolje, in da je ta proračunska postavka tudi nula. Ja, zakaj pa je te sklep bil tako še sprijeti? Ja, jaz sem ne bil župan, vi ste ne bili verjetno takrat svetnik, ali ste pa bili, ne vem. No, pravi, ne vem, sklep je bil sprejeti takšni, kakršni je bil, ampak je tudi v tisti izvedbeni fazi tistega občinskega sveta in pod tistim županom in pod vsemi naslednjimi bil vedno izvršen v višini 30.000 evrov. In ta praksa se je nadaljevala tudi iz razloga, ker je bilo takrat, med drugim tudi povedano, če bo čistilna naprava bistveno bolj obremenjena in ko bodo vse vasi priklopljene, bo do upravičena sredstva KS do 40.000. Danes so zato, ker je tudi čistilna naprava dvotretinsko obremenjena, pač 30.000. Pravi, lejko se pa hitro zgodi, na podlagi monitoringa, da se je ugotovilo, ko ne pripada več nič, pa da je nula. Ja, samo tu piše, ko se ne more prekinuti, ne ukinuti to. Občinski svet, vsakokratni občinski svet lejko sprejme odločitev, ki povozi odločitev vsakokratnega občinskega sveta za nazaj. Če bi zdaj v tem občinskem svet sprejel, ko boste vi vsi sedeli zunaj na -20, bo to vsakrat vedno veljalo, ko boste videli na -20 sedeli, ko bomo imeli v hladilnici seja. Mislim, ka ne. Ampak o tem smo že razpravljali vsako leto proračun gladko sprejmemo soglasno tudi z vaše strani in tudi z akumulacijo teh sredstev bi se, ali pa se je pri vas nekaj delalo, zdaj pa je težava kar naenkrat 10 ali pa malo več star, bom prav, sklep. Jaz mislim, ko so takrat nekateri svetniki, ki danes tu sedijo, celo bili proti, tako mi sklepe. In morda bi lejko kdo od teh svetnikov tudi povedal, zakaj je bil proti. Pa nemo razpravljali o tem. Mislim, da je ta višina sredstev 30.000 več kot upravičena, ker mislim, ko po monitoringih, pa to bom prav se lejko hitro preveri, je vprašanje, če sploh do česa bo kdo več upravičen. Dobro, če se to lejko izniči, ta ja, sklep, bom prav, obstaja nevarnost, ko se lejko tudi izniči. Ker noben sklep občinskega sveta je za naslednji občinski svet ne zavezujoče, noben. Redko kari bom povedal, ne prav noben, redko kari, te je sigurno ne. Dobro, hvala lepa. Prosim. Še kdo? Ker če bomo takšni, te bo vsaka izmed vasi imela, bom prav, nekaj zahteve po odškodninski zahteve, kaj je nekaj splošno družbenega, javnega ali pa občinskega postavljeno tam. In mislim pa, kaj ne smisel, ko bomo zdaj iskali mi kot krajevne skupnosti vire sredstev, zato kaj je nekaj občinskega in za dobro za vse nekje umeščeno, še toliko bolj, če to resno ne vpliva, ampak po zadnjih monitoringih, ki so bili kar nekajkrat delani, posebnih vplivov glih ne je bilo. Zato pravim, je to zelo lejko hitro resna zadeva, da se potem pogovarjamo tudi o znesku nula, kar pa ne je verjetno v interesi nikoga. Če ni, potem zaključujem s to točko in pa prehajamo torej na zadnjo 8. točko dnevnega reda, to je poročilo županov pomembnejših dogajanj v občini Beltince. Kar se tiče seveda tega dogajanja, bi lahko vedeli, da smo, ali pa da je za nami tisti dogodek, ki je nekako, pa ne zaradi toho, ker je nekje na sredini leta, ampak je dejansko eden izmed najpomembnejših dogodkov, če ne najbolj pomemben dogodek, kar se tiče kulturnega dogajanja v naši občini, torej Mednarodni folklorni festival, 53. v vrsti, ne rekel kot za povrstjo, ampak v vrsti, ki je spet ponovno dokazal, da je v Beltincih vse tisto, kar se pritiče kulturi in pa seveda
dobremu počutju, dobri, odlični organizaciji in pa seveda odličnim društvom posameznikom, kakorkoli povedano doma. Občina Beltinci je zato tudi zapisana na, ali pa je v skorajšnjem vrhu med občinami, kjer upravičeno od nas govorijo, da smo en izmed najbolj kulturno bogatih občin, še posebej z vidika tega, če gledamo, da je marsikaj pa skoraj večina tega narejena na prostovoljni bazi. Pohvala, zahvala torej vsem tako organizatorjem kot krajevnim skupnostim kot društvom, ki so bila prisotna tam. Nažalost se ena krajevna skupnost ni odzvala, verjamem, ko bo drugo leto situacija drugačna, kajti pri drugih krajevnih skupnostih je to sicer malo naletelo na negodovanje, ampak vsak se odloči po svoji vesti. To je stvar, ki verjamem, da bi morala vsakega potegniti, ne pa odvajati ali pa razdvajati. Tako da tudi o tem verjamem, da se bomo še pogovorili in pa dogovorili, da se kaj takega v prihodnje več ne bo dogajalo. Festival je torej uspel tudi z mednarodno udeležbo, tudi z skupinama iz Francije in pa seveda Belgije. In tako, da smo uspeli tukaj imeti spet torej tuji element, zahvala tudi Zagrebški smotre, ki nam vsako leto dovoli ali pa omogoči, da skupaj z njimi pripeljejo ali pa pripeljemo vrhunske folkloriste iz celega sveta. Pred nami so Biuraški dnevi, se pravi dnevi, ko bodo i Vižekovci spet, verjamem, ka nas razveselili za tistim, kar tam tako ali tako že pričakujem, torej z podobo otoka ljubezni, za katerega skrbijo ne samo Zavod za turizem, kulturo in šport, ne samo komunalno podjetje, ampak tudi Ižekovčani svojo pomočjo, in da bo tam spet veselo in da bomo optimistični in pa seveda z polno energije šli iz tega prelepega kraja oziroma te prelepe destinacije. Otok ljubezni je zaživel tudi zaradi ali pa predvsem zaradi infrastrukture, ki je bila dana na svoje mesto, in pa seveda infrastrukture oziroma mogoče, ki se še razvija, zato je tudi včasih pogled še malce kot pogled na gradbišče, delovišče, ampak že v prihodnosti se bodo tam zvrstile ali pa zgodile tudi določene dejavnosti in pa tudi seveda dodatna vsebina se bo obogatila s postavitvijo večjih igral in pa tudi večnamenskih orodij. Potem tudi v vsako vas, verjamem, da se bo v kratkem, to bo tudi komunalno podjetje poskrbelo, postavilo kar nekaj ali pa vsaj nekaj otroških igral. Velika večina tega, kar se pa tiče Beltinec, pa bo šla, verjamem, da v izvedbo, torej sklopu revitalizacije, kajti tudi tam je v parku predvideno kar nekaj oziroma ogromno naprav, igral, orodij in pa tudi takšnih in drugačnih infrastrukturnih posegov, ki bodo park bistveno spremenili, pa ne mislim v smislu podobe čisto drugače, ampak da bodo predvsem obogatili tudi kar nekaj stotine dreves se bo na novo zasadilo, tudi ribnik se bo prenovil. Tako da verjamem, da avgusta drugo leto se bo podoba ali pa bo podoba parka še bistveno privlačna, še bistveno bolj lepa in pa predvsem tudi še bolj funkcionalna. Tudi igrišče oziroma asfaltno igrišče je popolnoma prenovljeno z ustrezno razsvetljavo, novimi koši, veseli pogled vsak večer, ko je tudi to igrišče nabito polno, ne samo športni park vezano na nogomet, ampak tudi z labdo, se pravi beach volley oziroma odbojka na mivki so se stvari premaknile, smo nabavili nove mreže, nove črte, se je stvar na novo posodobila in se še bo naslednje leto bistveno predrugačila. Tudi fitness naprave so se začele postavljati oziroma pripravljena, dela so izvršena, kar pomeni, da se športno-rekreacijski center Beltinci tudi pripravlja v smeri, torej, da bo funkcionalen in da bo primeren za vse. Morda že septembra tudi bomo imeli dobro novico, da se bo še nekaj več zgodilo v športnem parku, ampak upam, da se bomo z potencialnim oziroma že skoraj da investitorjem zmenili tudi o tem, ampak do septembra verjamem, da bo tudi kaj več znanega in potem bomo še o tem poročali. Vrši se ogromno del, torej na osnovni šoli. Zahvaljujem se tako ravnateljici, vsem zaposlenim tam, ki tudi aktivno pomagajo
Jaz verjamem, da bo osnovna šola s 1. septembra, ko se bo začel pouk, pripravljena, tako kot mora biti tudi po eni strani seveda prenovljena. Ob prenovi smo pač skupaj z nadzornikom in pa z projektantom oziroma statikom se dogovorili, da malce izboljšamo določene stvari, kajti če že prenavljamo, potem je smiselno prenavljati po standardih, normativih z leta 2025 in ne gledati nazaj. Pred nami pa je tudi seveda tisto, kar je morda v avgustu najbolj pomembno, to je občinski praznik, slavnostna seja in pa seveda regijska proslava v Beltincih 16. avgusta, torej se bo začelo v parku odvijati marsikaj lepega, tudi za najmlajše, seveda s predstavo najprej ob 17, potem ob 17:30 slavnostna seja s podelitvijo priznanj, plaket in pa županovih priznanj. Nato sledi ob 19. S pomočjo ali pa skupaj z društvom generala Maistra odprtje razstave, kjer je svojo prisotnost tako pa tudi seveda na regijski proslavi najavila tudi predsednica Republike Slovenije. Tudi kar nekaj ministrov je že najavilo svoj prihod. Tudi okrog slavnostnega govorca smo se že dogovorili. To bo dr. Samo Zver, hematolog, ki seveda ima tudi korenine v naši občini. Se pravi, nekako bomo dali čisto apolitični osebi možnost, da nam morda poda svoj pogled na regijo ali pa na občino, kakorkoli. Tako da tudi ta del je programsko zelo močno zasnovan, tudi, kako bi rekli, naš častni občan bo sestavni del programa, torej tudi Vlado Kreslin bo nastopil, tudi kar nekaj znanih glasbenih in pa drugačnih imen se bo zvrstilo na odru znotraj programa. Potem pa po tistem sledi seveda tradicionalni koncert prašnatih z gosti. Prav tako pa seveda vse od 17. ure naprej bodo krajevne skupnosti skupaj s svojimi društvi pa ponujale kulinariko, vsak po svoj ali pa na svoj način, obogateno ali pa pripravljeno, tako kot smo morda bili vajeni. Lansko leto je sicer ta stvar bila zaradi državne proslave malce okrnjena, letos pa tudi s tem vzorcem nadaljujemo. Veseli dejstvo, da je vsaka krajevna skupnost pristopila, da je vsaka krajevna skupnost na tem dogodku dala svoje društvo, ki bo torej pripravilo tisto, kar se bo odločilo, tako da ne samo dobre volje, ne samo dobre kulinarike in pa seveda tudi druženje ne bo manjkalo. Tako da že danes si dejansko prosim zabeležite ta 16. avgust. Potem pa seveda počasi se pripravljamo za začetek jeseni. Verjamem, da tudi podpis dogovora za razvoj regije oziroma sklepa o financiranju seveda najprej revitalizacije, potem pa tistega projekta, ki še morda bo šel v realizacijo. Poleg tega bo tudi to, kar je bilo povedano, se pravi na Melincih, jasno, smo se ravno pred 2-3 tedni pogovarjali o tem, da je potrebno začeti z pripravljalnimi deli izgradnje pločnika, potem pa seveda tudi nadaljevati, da bo to v roku enega leta narejeno, tako kot smo tudi v proračunu planirali. Proračunske postavke se izvršujejo in se še bodo izvrševale vse do konca tega mandata, tako da pred nami je ogromno investicij, pa tudi moram vedeti, da lepih investicij, ki bodo torej spet obogatile našo občino, vsako posamezno vas. Občina pa seveda tudi pripravlja ogromno projektne dokumentacije, kajti zunaj so razpisi tako Ministrstva za šolstvo, kjer bomo pripravili ali pa pripravljamo dokumentacijo tako za večnamensko dvorano kot tudi vezano na vrtec v Beltincih prenovo. Ampak o tem se bomo septembra pogovorili tudi na občinskem svetu in potem povedali svoje. Prav tako je zunaj razpis Ministrstva za okolje, prostor in energijo, ki govori o možnosti razvoja središča Beltinec, tudi tam pripravljamo projektno dokumentacijo in jo bomo oddali. Ali bomo uspešni ali pa ne, je težko povedati, so pa merila in pa pogoji, ki so nastavljeni zelo čudno nastavljeni, ko po eni strani regija oziroma podeželske občine, ki so malo obmejne, problemske, kar Beltinci nismo ali pa nismo niti v Triglavskem narodnem parku, dobivajo dodatne točke.
po drugi strani pa podeželske občine, ki imamo po mojem v Sloveniji vse težave z demografijo, se pravi starajočim prebivalstvom in pa manjšim številom otrok, posledično izgubljamo točke. Tako da pravim, po eni strani tisti, ki so problemski, dobivajo točke, po drugi strani pa zato, ker so problemski, izgubljajo točke. Ampak pravim, to so razpisi, ki so nastavljeni, kakor so. Mi poskušamo potem z našimi projekti zasledovati, da dosežemo vse tiste točke, na kateri so odvisne od nas in da bomo potem, verjamem, da tudi tukaj uspešni. Še enkrat zahvala vsem, ki so omogočili ne samo ta folklorni festival, ampak tudi recimo na začetku meseca Krumplovo noč, kajti tudi tam se je dogajalo na polno in so šli ljudje tam zelo veseli. In to je tisto, kar po eni strani potem veseli tako organizatorje prireditev, kot pa tudi verjamem, da udeležence. Če pa bo kaj takega ali pa če je kaj takega, pa vedno ponovadi končam s tem stavkom, pisarna župana, sodelavke in sodelavci na občini so tukaj, pokličite, pridite, če koga od nas sicer ni, se pač lahko obrnete na kogarkoli drugega, če ne pa se pač dobi tudi termin, se potem lahko pomenimo o vaših predlogih, pobudah in pa željah. Toliko, hvala lepa svetniki za današnjo sejo.